Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v podcastu Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Slovensko javnost še vedno pretresa cenzura oddaje Tarča na javni radioteleviziji Slovenija. Oddaja, ki bi morala biti predvajana že pretekli četrtek, pa je odpadla domnevno zaradi spora med vodstvom RTV in uredništvom Tarče, na kar smo seveda videli tudi javno obračunavanje med vodstvom Tarče in pa vodstvom RTV Slovenija, tudi spojasnili, da je pravzaprav ta ekipa Tarče izgubila vse zaupanje direktorice in odgovorne urednice javne radiotelevizije Slovenija, čeprav ta ista Tarča deluje pravzaprav z isto ekipo že več let in je tudi konec koncev lansirala afero Maske v času prejšnje vlade Janeza Janše. Kaj se dogaja na radioteleviziji Slovenija 3 leta po tako imenovani depolitizaciji, po uveljavitvi novele zakona o RTV Slovenija, ki jo je sprejela Golobova vlada, in še vedno ne vemo, ali je ta zakon sploh ustaven, saj o tem Ustavno sodišče ne odloča. O cenzuri, o tem, kam gre javni servis, ki ga vsi plačujemo, o tem in še več bomo danes govorili z eminentnima gostoma. Z nami v studiu sta namreč dolgoletni urednik, TV voditelj na radioteleviziji Slovenija, gospod Jože Možina, pozdravljeni. Lep pozdrav. In dolgoletni predsednik sindikata delavcev radiodifuzije RTV Slovenija, Tom Zalaznik, pozdravljeni. Dobro. Bomo začeli seveda s Tarčo, ne moremo mimo tega, da sta dve največji opozicijski stranki, SDS in NSI, ravno zaradi tega, ker oddaja ni bila predvajana, napovedali bojkot soočen. Prvo prihaja že v četrtek na RTV Slovenija. Gospod Možina, kako ste vi videli ta odziv iz opozicije in kako ste pravzaprav videli to cenzuro te Tarče? Gre tukaj za političen boj zdaj v tej predvolilni kampanji ali nekako razumete pojasnilo, ki prihaja iz SDS in NSI, gledalke in gledalci preprosto ne morejo biti kvalitetno obveščeni o tem, kaj je počela Golobova vlada, če ta oddaja ne bi bila predvajana? Jaz seveda držo opozicije povsem razumem. Končno je Tarča bila tudi tista, ki je, kot ste prej tudi omenili, pred 4 leti uvedla sedanjo vlado in bistveno pripomogla s temi oddajami, ki so bile kot neke vrste kampanja, in ki so držale in tudi niso držale, kot se je pozneje izkazalo. In takrat je bila avtocesta narejena za take oddaje, za promocijo teh oddaj in za podporo snovalcem oddaje. Zdaj se je stvar povsem obrnila samo zaradi ene oddaje, očitno zadnje pred volitvami, ki bi pokazala na določene nečednosti, ki gredo v smeri sveda Svobode in predsednika vlade Roberta Goloba. Tako da je ta odziv opozicije je političen, normalno, to je njihova stvar, njihova odločitev, ampak če gledam z vidika prvič gledalca, je to veliko osiromašenje, ki pade v veliki meri na odgovornost vodstva RTV Slovenija, kako je lahko pripeljala stvari tako daleč, da se to dogaja. To je presedan, ki ga v 35 letih nismo videli, da bi se kaj takega zgodilo. In kaj bomo sedaj, ne vem, soočanja taka, kot morajo biti, bodo na Planet TV, bodo na Pop TV, mogoče še na kakšni drugi manjši televiziji, ne pa na javni televiziji, ki je prva poklicana k temu. Vse posledice so tudi take, da tudi kreatorji teh soočenj, to vse nekako enoumno, kot vidim, vse gre v eni smeri in očitno se je opozicija odločila za tako politično potezo. Tisto, kar me skrbi, pa je, da morda oni presojajo, da tudi soočenja na javni televiziji niso več tako pomembna, da smo se tako zmarginalizirali s temi potezami tako imenovane depolitizacije, ki so, kot smo napovedali pred 4 leti, tudi na nekem soočenju z ministrico, ki so pravzaprav pot v še večjo politizacijo. No, se to bomo kasneje pokazali, ampak zdaj več vprašanj imam za vas, ko ste omenjali, kaj se dogaja. Zdaj, urednica in tudi direktorica RTV Slovenija sta dejali, da je bilo voditeljici Tarče pravzaprav ponujeno, da odvodi dvoje soočenj pred volitvami, češ tako s parlamentarnimi kot neparlamentarnimi strankami, pa da je to sama zavrnila, da je bilo že dolgo časa dorečeno, da bo v ponedeljkovih in četrtkovih terminih prostor za ta soočenja. Prej ste omenili, da gre vse skupaj v smeri enoumja. Kaj točno ste s tem mislili? Da so bili samo določeni uredniki, voditelji izbrani, da bi ta soočenja vodili. Zdaj nekaj imen
dolgoletnih prepoznavnih, ki morda ne spadajo v to enoumje, smo vendarle videli, vsaj če recimo omenimo gospod Rosvito Pesek. Ne vem, kako je zdaj točno kakšen je nabor, ampak koliko sem videl te promocijske oddaje, so ljudje približno istega nazora. Medtem ko se je prej, že v času tako imenovane Urbanijeve diktature, ko so bila ta soočenja, ste jih in so jih delali vsi. In to je pač edini pristop, ki je tukaj profesionalen in ki omogoča, da so približno vsi akterji, vsi deležniki predvolilne kampanje enako tretirani. Zdaj za te kaj rečem, kravje kupčije, spravi, sicer ne bomo predvajali Tarče, ampak boš lahko vodila te pa te oddaje, to sicer ne vem, ampak pustimo zdaj to, gre v bistvu za Tarčo. Tarča je bila pripravljena, teme so bile narejene in očitno je prišlo tukaj do šuma. Jaz si tudi ne znam, oziroma se zelo, zelo čudim, ker sta vendarle obe odgovorni osebi tukaj izkušeni novinarki, inteligentni ženski, da je prišla stvar tako daleč, da so to na tako grob način v zadnjem hipu zaustavili in preprečili, ker so gotovo predvidevali, kaj se bo zgodilo. Jaz sam si mislim, da kakšen hud pritisk je moral biti, da se je to zgodilo, da so podlegle pravzaprav temu pritisku. Zdaj to govorjenje, da ekipi Tarče ne zaupajo več in tako naprej. Ja, zaupanje vodstva je pomembno, ampak je sekundarnega pomena, kar se tiče neke oddaje. Oddaje so namenjene gledalcem in očitno ima Tarča zaupanje gledalcev in to je bistveno. In ti gledalci bi si to Tarčo zaslužili, sploh pa zato, ker so plačniki RTV prispevka in s tem se ni za igrati. Nevarno RTV izgublja tisto pozicijo, ki je bila tukaj dominantna, kar se tiče raziskovalnih oddaj. Tarča, ne glede na to, da se je, jaz bi tako rekel, v veliki meri tudi prilagodila sedanjemu vodstvu, v smislu depolitizacije. Tudi teh gostov različnih političnih opcij je bilo zelo malo, ampak je odpirala tudi zelo pomembne teme in določene oddaje so veliki dosežki, ne vem, ta o EPK-ju ali pa ta o Jankoviću, to bo šlo v zgodovino kot res vrhunski novinarski dosežki in verjamem, da je bila tudi ta zadnja Tarča izredno zanimiva. Gospod Zalaznik, več kot 30 let ste zaposleni na RTV Slovenija, ste pravzaprav tik pred tem, da izpolnite svoje pogoje za odhod v pokoj, ampak pravite, zdaj, ko gledate nazaj, česa podobnega še niste videli. Tarča je bila na udaru vsakokratne vlade, vsaj kritizirali so jo. Ta ista ekipa je uživala zaupanje marsikaterega prejšnjega vodstva, kljub temu, da je pravzaprav praktično od dneva ena rušila tudi prejšnjo Janševo vlado, s tisto afero maske. Nikoli ni prišlo tako daleč, da bi jo cenzurirali, da bi nekdo to oddajo kar ukinil. Vse so bile predvajane. Kaj se je zdaj zgodilo? Kaj je drugače? Jaz bi najprej poudaril, da v zadnjem obdobju se podobni primeri niso dogajali, sicer pa, ker sem skoraj 40 let, sem v tem sistemu bil tudi še v prejšnji državi, in nekoč je obstajal sinonim bunker. To je pomenilo, da se kakšna oddaja oziroma kakšni izdelki spravijo in ne ugledajo luči sveta. In to smo poznali. Javnost za to ni prav veliko zvedela šele kasneje. Ampak kot rečeno, v zadnjem obdobju se to ni dogajalo in to je zdaj prav en primer poseben, ki je najbrž tudi zaradi tega deležen medijske pozornosti. V vsakem primeru sprva so se kazali obrisi in tudi v prejšnji petek sem kratko izjavo dal, da vse kaže, da gre za cenzuro. Zdaj je slika bolj jasna. Včeraj namreč je razpravljala o tem ena od komisij sveta RTV, upravljavskega organa, in po informacijah, ki sem jih dobil od svojih virov, gre natančno za to, da je, se pravi, direktorica, odnosno vodstvo televizije trdilo eno, ustvarjalci te Tarče pa so seveda to gladko demantirali in povedali povsem drugo zgodbo. Javnost to zanima tudi ostale akterje v hiši, zanima tudi sindikate. Tukaj moram reči, da vodstvo te hiše, uprava in ostali, se pravi, pod njimi spretno in dokaj uspešno skrivajo kopico informacij in ne dovolijo, da bi informacije tudi o poslovanju zavoda, tiste, ki jih ne želijo, se pravi, bile predmet kakšnih razprav oziroma da bi jih dobili. Tako te stvari laufajo, grejo v tem hipu, in vse kaže na to, da je šlo za cenzuro in seveda za neresnične navedbe
se pravi obeh. Komentiral bi samo z enim stavkom zgodbo o zaupanju, ne. Ko direktorica in urednica izjavita nekaj takega, ne, se seveda potem nekdo drug ali pa javnost, ne, zlasti pa tudi nekateri zaposleni vprašajo, kaj pa obratno, vice versa, zaupanje mora biti dvosmerno, ne. In če samo omenim mandat zdajšnje direktorice je bil pred 10-12 leti omadeževan, ko je bila en nivo nižji, se pravi urednica, in se pravi zunanja revizija pokazala na cel kup napak, po naši oceni se zgodbe ponavljajo, ne. Samo problem je, ker do tega, da bi se napake uspešno odkrivale, še ni prišlo. Govorimo o Kseniji Horvat. Ja. Ne, če tukaj nadaljujem, ker je kolega omenil, da so cenzure se dogajale tudi v preteklosti, v bivšem režimu, dogajale so se tudi kasneje. Jaz sem naredil pred letjem film o Škofu Rožmanu, pa je bil v bunkerju, no, za nekaj mesecev, potem smo ga predvajali, ker je pač takratni odgovorni urednik naročil 2-3 zgodovinarje, da so prišli to pogledati in so rekli, da je v redu. Ampak to je bil še nek, recimo, normalen proces. Sicer pa so en moj dokumentarni film, ki je potem postal najbolj gledan dokumentarni film v zgodovini televizije Slovenija, odkar miri gledanosti, to je Zamolčanje moč preživetja. Bil v zadnjem hipu nekaj dni pred predvajanjem, ko je bil že na sporedu, umaknjen iz sporeda, ker si je končno ta film nekdo ogledal, ne, na pravi liniji, in je bila to potem velika afera. Sprememba, razlika od sedanje situacije pa je bila v tem, da sem jaz takoj kot mlad novinar šel v javnost, šel v medije. Jaz sem imel potem intervju, se spomnim, v Nedelu, kolega Janković je naredil z mano pogovor, in javnost je takrat tako malo kar podivjala, ne, za tiste razmere. Ampak kdo vas je takrat cenzuriral? Kdo je bil? Takrat je bila odgovorna urednica Tanja Starič, direktorica televizije je bila Mojca Menart, in mene so tudi poklicali gor tistega petka popoldne. Spomnim se teh zariplih obrazov, teh gospa, ne, teh odgovornih urednic in vsega tega. Argumentov seveda niso imeli, da to je bilo vse skupaj namišljeno. Oni se niso zavedali, kaj sem jaz, kakšen film sem naredil, samo to je njihov problem, ne. Film je seveda brezhiben, ne, po vseh strokovnih vidilih, ni pa ideološko korekten po njihovih kriterijih. In predvsem te, recimo, določene temne lise so bile, oziroma stvari, prepovedane teme, ne, se lotiti revolucije, ne, ali pa recimo Milan Kučan, to so takoj prileteli uredniki, ki so spremljali, kaj se dogaja. Povojni pomori tudi, ne, to je znan primer, ki ga bom v stavku 2 omenil. To je bilo v 90-ih letih, ko se je odkrilo eno veliko morišče ob gradnji avtoceste pri Teznem. In pazite, veste, koga so privlekli v montažo televizijskega dnevnika? Generala Dolničarja, predsednika Zveze borcev, se pravi tistega, ne? Tistega, ki bi rekel, ki je zastopal strujo, ki je bila odgovorna za te pomore, ne, tako rekoč, ne, končno je bil tudi on udeleženec vsega tega, še zgodba z njegovim bratom. Tu rečeš, da odloči, kaj sme in kaj ne sme. On je potem selekcioniral, kaj gre noter v prispevke in kaj ne. Tako da tle je bogata tradicija, mi vemo zelo malo, ker te stvari so se dogajale na skritem, ampak določeni udarci so bili in tudi ta najbolj svež primer, ki ni edini, je pa ta direktno cenzura gostje v intervjuju, Urške Cankar Soares, pač matere 4 otrok, zastopnice civilne družbe, ki se bori pač za pravico do življenja, ne, in promovira družinsko življenje, in ni smela nastopiti, ker je odgovorna urednica presodila, da krši ustavo. Seveda odgovorna urednica je zadnja, oziroma med zadnjimi, ki bi lahko sklepala o tem, kdo in zakaj krši ustavo, ne. Tak primer diskriminacije, ki je tudi šel kar nekako mimo. Tako da te stvari se dogajajo, je pa res tukaj dobro, da se o tem govori. Tudi jaz kot medijski delavec vam rečem, da je dobro, da se o tem govori, ker sicer bomo dejansko padli, se nam bo začelo polje, ne, ene presoje, tudi medijske, zapirati. No, mogoče samo to, ko ravno omenja gospod Možina kriterije, ne, ki jih omenja odgovorna urednica, pa tudi direktorica televizije Slovenija, zdaj ta ista odgovorna urednica, ko je pred nekaj leti naredila rošado, ko smo številni morali oditi iz nekih pozicij, ne, je bilo razloženo tudi strani direktorice, da nam ljudje ne verjamejo, ne. To je bila ocena, da nam ne verjamejo. Zdaj, slišali smo tudi tokrat, kako je prišlo v javnost pismo direktorice televizije Slovenija, gospe Fijavž, sicer verjetno usklajena akcija, glede na to, da se ti 2 gospe, po mojih informacijah,
redno dobivata in da med seboj komunicirata. Ne. Je bilo to sporočilo javnosti verjetno posredovano namenoma, ampak med drugim je direktorica televizije Ksenija Horvat odgovorni urednici zapisala na tisto zadnjo Tarčo, ki je bila predvajana, da jo je bilo sram to gledati, da ta Tarča ni dosegala nekih etičnih novinarskih standardov. Ne. Zdaj, po kakšnih kriterijih na RTV Slovenija sploh ocenjujejo, katera oddaja dosega neke standarde in katera ne, recimo, če primerjava Marcela, kjer so gosti zelo ideološko enostranski, kamor se recimo, če že kdo iz tako imenovane desne vabijo gostje, ki so se pred leti sprli recimo s predsednikom SDS-a in stranko zapustili, samo takšni dobijo minutažo. Kako recimo Marcel dosega etične standarde? Se to nihče ne ve. Ne, gledajte, to je res zelo dobro vprašanje. Ko pravi urednica s tem zaskrbljenim obrazom, Polona Fijavž, moja urednica, sicer s katero poskušamo normalno funkcionirati, ne? Pravi, ja, da so kršeni standardi, da jo je sram. Dejansko jaz sem si pogledal sedaj zadnje 2 oddaje Marcel. Dragi moji, je to, po taki oddaji bi lahko samo izstavili račun sedanji vladi, da naj plača tistih, 500 000 evrov za vsako oddajo. To je absolutno samo provladna propaganda oziroma propaganda proti opoziciji. Mislim, naj si tudi ljudje to pogledajo. To je protizakonito, to je proti zakonu RTV Slovenija. Glede, gre za izostanek ene kritične presoje. Ne? Nekoč zelo zanimiv primer, ko je Jože v 90-ih letih šel v javnost in povedal svojo zgodbo, so se veliki mediji vendarle začeli malo po malo zanimati za to. Danes se več pravzaprav skoraj nihče, obstaja ogromna apatija, se ne vpraša več, ali je to zanimivo, ali je za javnost potrebno ali ne, ali vsebuje javni interes ali ne. Namreč, če kdorkoli, ali urednica ali direktorica izreče stavek, nimamo zaupanja, kršeni so standardi, in to pove brez utemeljitve, je to larifari, ki bi moral pravzaprav v ljudeh vzbuditi neko veliko zanimanje. Halo, torej to je bila njena arbitrarna presoja. Nimate neke komisije, ki bi se s tem ukvarjala? Torej lahko da obstaja kakšna komisija znotraj, za katero jaz ne vem, oziroma kakšno združenje parih oseb, ki o tem odloča, se na koncu vemo, da se v ozadju vršijo vedno neke krave kopčije in neki posli oziroma neke odločanja. Ne. V vsakem primeru gre za neko subjektivno odločitev, ne. In jaz se sprašujem, kako javnost to, da rečem, kupi. Ne? Namreč tudi v zavodu samem se ljudje sprašujejo, vendarle se kdo pa vsake toliko kakšno vpraša, o čem ona govori. Ne? Brez argumentov, brez nekih utemeljitev in tako dalje. In še enkrat, koliko sem omenil, potem, ko svoje pove še urednica in govori o zaupanju, pa ta urednica ni imela zaupanja, ob imenovanju je bil škandal, ki so ga pod preprogo spravili. RTV lansiral novico, Polona Fijavž je dobila plebiscitarno podporo, karkoli ne bi že to pomenilo, plebiscitarno to ne pomeni, ampak ogromno, absolutno podporo je bilo mišljeno in so vsi povzeli od STA dalje. V resnici pa ni dobila podpore. Ne? In je kasneje programski svet kot upravljavski organ interveniral, da je bilo, se pravi, retroaktivno, da naj bi bilo to imenovanje nekako ne imelo pečata nezakonitosti. Ne gre za zaupanje, torej to zaupanje je po moji oceni porušeno z obeh strani. Marsikje znotraj strukture je porušeno, namreč zakaj? Ker na ključna mesta so imenovani tisti, ki so ustvarjali na pločniku revolucijo. Dobro, ko smo pri tej pločniški revoluciji, kot vi to vedno javno radi poveste, šel sem malo pogledat, kaj se je dogajalo s Tarčami od leta 2020 naprej, od tistega 6. marca dalje, ko je Janez Janša prisegel tretjič kot predsednik vlade. Tista zloglasna afera maske, od tam naprej veliko kritik takrat strani ministrov Janševe vlade na Tarčo. Poskušalo se je pripeljati to debato tudi v nadzorni svet, morda v programski svet RTV Slovenija, ali je bilo tam vse v redu. In takrat, ko se je želelo o tem razpravljati na programskih svetih, je bilo v resnici precej burno v medijih. Aktiv delavcev RTV Slovenija se je oglasil, Društvo novinarjev Slovenije se je oglasilo, Mladina je pisala o tem, da gre za nedopusten pritisk na Tarčo. Kaj se je spremenilo, da so zdaj pravzaprav vsi tiho? Gre pravzaprav za ekipo, ki je tudi nosila majice z napisi Nikogršni hlapci v času
vladavine Uroša Urbanije, kot povedal. Diktature, kot so rekli. Mislim, samo ena intervencija. Ja, takrat je bila razprava, potem v programskem svetu so se kresala različna mnenja, so se stvari razčiščevale. Nič narobe, če se je Tarča lotevala, pač nečednosti takrat na Janševe vlade, problem pa je, ker vse to padlo. In to so bile covidne razmere, Ivan Gale je bil velik narodni heroj, zdaj seveda vsega tega nič ni. Problem je, da ko delaš take oddaje, je bistveni kriterij, a so verodostojni ali niso. In takrat je šlo tudi za kampanjo, to je treba priznati, absolutno. Ampak zakaj ni nobene razprave v svetu RTV? Zato, ker so vsi isti. Ja, veste, ker smo po 35 letih razvoja demokracije tudi na ravni RTV Slovenija prišli do situacije, da je samo levica in skrajna levica v svetu RTV, upam, da ne delam krivice komorkoli. Sveda oni vsi enako mislijo. Tudi ko sem jaz imel določene vprašanja in probleme z vodstvom, tudi zaradi Svetlane Makarovič, jaz recimo pišem predsedniku sveta RTV, mi ne odgovori, pišem direktorici televizije, mi ne odgovori, pišem predstavniku novinarjev v svetu RTV, Drnovšku, mi ne odgovori. To se ni dogajalo nikoli. To je popolna ignoranca, popolno ideološko enoumje, ki ga mora biti konc. Ja, skratka, ne protestirajo proti cenzuri Tarče. Recimo, bral sem tudi izjavo za javnost Društva novinarjev Slovenije, ki je v času Uroša Urbanije tedensko lansiralo sporočila v javnost, kaj vse je narobe, kako nedopustni pritiski se vršijo na neodvisno novinarsko delo. Zdaj pa me je bilo pravzaprav malo sram, ko sem bral to poročilo DNS. Mene je bilo sram, češ ta Tarča mora paziti na etične standarde. Ja, nekaj v tej smeri je šlo. Glejte, torej, kar se tiče zdaj za tega zadnjega primera, jaz temu rečem, v zvezi s tem, kar ste omenila, da nekoč je pa lansirala neko drugo afero. Revolucija žre lastne otroke. Tako daleč smo prišli, in tokrat je Tarča dejansko tarča tistih, ki jim prej ni delala pravzaprav nobenih preglavic. V tem trenutku z vsebinami, katere se loteva, povzroča tem istim težave. Kar se tiče watchdogov oziroma teh branikov, kako že 7. sila oziroma 4. katera veja oblasti, ki se radi hvalijo, so seveda povsem zaspali. Jaz sem to že javno objavljal 2022, 2023, zlasti v primeru Panorame. Naj omenim, Panorama, čist vsi, ki so bili odpuščeni, so bili nezakonito odpuščeni. In zato obstajajo vse pravnomočne sodbe. In tukaj je RTV, nimamo še zračunan, ampak je povzročil precejšno škodo, mora plačati, se pravi, vse plače za nazaj, neke odškodnine, sodne stroške in tako dalje. In kdo za to odgovarja? Nihče. Samo ena kratka, intervencija v zvezi z enoumjem sveta. Po spremembi dela članov, ker se na pol mandata nekaj članov zamenja, morda kaže na to, da to čisto enoumje se je spremenila malo ta razmerja, vendarle so prišli noter zdaj neki člani, ki postavljajo neprijetna vprašanja upravi. Med drugim je nedavno, zdaj mesec dni nazaj, svet sprejel sklep, naj vendarle ta uprava oziroma RTV izdela neko strategijo v nadaljevanju. To se pravi, po koliko zdaj letih? 2023, praktično skoraj po 3 letih. Torej, zelo jasnim sporočilom, ob imenovanju uprave smo verjeli, tem vizijam, ki so bili vašim programom, od tega ni uresničenega nič. Zdaj pa treba nekaj narediti. Zadeva je zelo podobna kot v državi, 1 leto, 2 leti, skoraj 3. leto, vse temelji na napakah, na domnevnih napakah prejšnjih, ampak prej je treba začeti delati. Ne moreš ves čas govoriti, vse pred tem je bilo narobe in za nič, pred tem pa ne ustvariti nobene spremembe oziroma ne narediti nobene spremembe in da gre stvar na bolje. Preden se bolj konkretno posvetimo posledicam tako imenovane depolitizacije Radiotelevizije Slovenija, še tole, gospod Možina, ko ste videli te izjave javne,
odgovorne urednice Polone Fijavž, da nima več zaupanja v to ekipo Tarče, ko ste videli direktorico televizije Slovenija govoriti, ne, da jo je bilo sram, ko je gledala tisto zadnjo Tarčo. Kaj to pomeni? A je Tarča zdaj bivša, je Erika Žnidaršič bivša, glede na to, da imamo izkušnje s Ksenijo Horvat, kot ste prej sami omenili, kot nekdanjo odgovorno urednico, da ni prvič ukinila najbolj gledane oddaje na Radio televiziji Slovenija. Ne? Pač Pogledi Slovenije z Urošem Slakom, z urednikom Bojanom Travnom, zelo prepoznavna, odmevna oddaja, ki je razkrivala številne afere, ne? Pa se je tudi neslavno končala s tiskovno konferenco teh dveh pred RTV Slovenija, danes mi dva, jutri vi. Ja, takrat smo imeli tudi času, ko sem sam vodil televizijo Slovenija, smo pač imeli to vizijo, da se vzpostavi ena taka oddaja, ne, ki bo odpirala aktualne teme in če pogledate te Poglede Slovenije, ki smo jih takrat postavili, so dejansko zelo na široko odpirali prostor, tako kot si javna televizija tudi mora privoščiti, ne, ker dobimo javna sredstva in ne smemo se ustaviti pred ničemer. Ja, in to je bilo takrat seveda ukinjeno. Kaj ne rečem, ne, o tej situaciji? Jaz ne verjamem tem ocenam, ne, da gre za neko porušeno nezaupanje in tako naprej. Končno, kdo komu tukaj zaupa? Treba gledati na interes gledalcev. Gledalci bi morali tako oddajo dobiti. Mi je pa malo nenavadno. To je tudi razlika od tiste situacije, kot je prej kolega omenil, ko so meni cenzurirali tisto dokumentarno oddajo. Jaz sem šel v javnost. Ne tako diskretno, ampak konkretno. Saj nimaš kaj skrivati pravzaprav. Ne? Tudi zavedajoč se, da deluješ v javnem mediju, ki ga plačujejo vsi, da to ni medij niti odgovorne urednice, niti direktorice, niti mene, ne, ampak nas vseh in gledalcev. In takrat je bil ta preboj narejen in se je hiša morala umakniti, pazite. Oni so že imeli na sporedu, namesto teh zamolčani moč preživetja, so dali na spored oddajo Rdeči veter, se spomnim, to je simbolno, ne, ime. Potem je pa avtorica te oddaje rekla, ne boste mene tukaj zlorabljali za te vaše politične cenzure. In potem so dali oddajo Zajedavci. Ne. In potem je bil ta silni pritisk javnosti, tudi medijev takrat, to je res. Takrat smo živeli še v neki normalni dobi. Večina takrat časopisov, razen Mladine, Dnevnik, Delo, vsi so potem tudi izredno pozitivno ocenili to oddajo. Hoče reči, na ta način se potem lahko tudi doseže presežek in mi ni jasno, zakaj se tukaj ekipa Tarče ne angažira bolj transparentno. Odmeval je sicer zapis na Facebooku. Ne? To je res, ampak lahko bi storili več in pokazali tudi svoje obraze, ker v resnici nimajo kaj skrivati, ker v tej točki tukaj pa res niso nič narobe naredili. Ne? Ampak kaj to pomeni, ta napoved Ksenije Horvat? Ja. Je Tarča bivša oddaja? Veste kaj, če bo Tarča bivša oddaja, bo vse skupaj kmalu bivše. Tudi one verjetno, ne? Tukaj treba res prostor odpirati, ne pa zapirati. Pa tudi glede to, kar so prej omenila, res zanimivi kriteriji. Tarča nastaja vseeno po neki logiki profesionalnosti, ne? Kjer so zastopani različni, čeprav so bili silni pritiski vodstva, ne, da ni tukaj recimo politične pluralnosti v oddajah, ampak da so strokovnjaki. Jaz sam sem enkrat na sestanku rekel, ko pridejo do te kriteriji strokovnjaki, pri levičarjih so potem strokovnjaki vsi levi in ekstremno levi. In to se je tudi v Tarči dogajalo. Medtem ko pa, če se oni vtikajo v Tarčo, če pogledaš pa res oddajo Marcel, ki je zame pravzaprav zabavna oddaja to postala, ne? Ker je to taka propaganda, da seže izven okvirov zdrave pameti. Ja, gledajte, po takih kriterijih bo vse skupaj nekam šlo, ne? Sploh pa RTV izgublja gledalce, izgublja kredibilnost. Izgublja jih še naprej, ne, pravzaprav. Takrat smo dnevno poslušali, kako RTV podrobnjo izgublja gledalce, ampak ta trend se v bistvu nadaljuje. Ne? Se tudi tendence, jaz sam imam negativno izkušnjo. Mi smo še z dvema kolegoma delali intervju, ki je bil tradicionalno desetletja v uglednem terminu, v prime timeu, kar si javna televizija mora privoščiti enkrat na teden. In potem so nas seveda obkolili z drugimi oddajami, prestavili zaradi nekih nadaljevank. Ko so se te nadaljevanke končale, hops, ne, je priletela oddaja kolege Berganta. Ne sodim jaz v tej oddaji, ampak mi imamo sedaj pogovorno oddajo, ki je v istem terminu, kot je bila oddaja Intervju. In ni nobenega presežka, tudi ne glede gledalcev. Tega. Res, da se tam uvajajo neke teme in spet seveda v glavno, kot so do sedaj videl, akterji, ki sodijo pač v bolj levo hemisfero, ne. Ampak kakšen prispevek je to? In Intervju je, kot je takrat kolega Martič, ki noče več delati te oddaje, rekel, ubili so nam oddajo in so jo res, ne, ker se je število gledalcev prepolovilo. S kakšnim namenom? Ne? In kar je meni predvsej nenavadno, da se v času depolitizirane javne radio televizije Slovenija, seveda v narekovajih, kopičijo oddaje, ki nekako gojijo
kult osebnosti. Ne? Kopičijo se oddaje, ki nosijo ime po novinarjih, ne? Debate z Brigantom, politično stanje v Gobec, ne? Marcel. Ne? A je to normalno za javno radio televizijo Slovenija? Kaj to pomeni? Torej, da betonirajo svoje oddaje, da jih ne bo mogoče zamenjati? Ne? V RTV obstaja že desetletja termin vrtički. Ne? Vse to se je dogajalo tudi v preteklosti, vendar ne tako izpostavljeno, da bi prav po imenu... To niso vrtički, to so njive. No, pa njive, v redu, ja, se strinjam. No. Torej, gre za nekaj, kar nima mesta v evropskih televizijah, vsaj kar sem jih jaz videl, ne? In tudi tam temeljito premislijo in naredijo neke izračune v smislu, kaj se bo zgodilo, če menjamo oddajo. Ne? Prvič, televizija gledalce na nek način jim spreminja navade. To je fakt, ki ga vedno upoštevajo. Ne? Se pravi, morda ne bo gledanost sprva največja, ampak ko jih navadimo na neko, torej, da nekaj gledajo, ne? In ko se to prime, se to ne uničuje, se ne umika kar za ceno, ki jo nihče ne ve. Ne? Pri nas pa to se počne malce ali pa precej bolj lahkotno. Ne? Moja ocena je, da gre zgolj za neke rokohitrske odločitve. Ne? Morate vedeti, vlada malo tudi panika, ne? Na vseh nivojih. Ne? Prvič, kot sem omenil, svet RTV-ja pritiska upravo, ker ni storila, kar bi morala po njihovi oceni storiti. Svet RTV-ja je seveda ves čas opazovan, a ne strani javnosti, kritike so, bliža se čas volitev, nervoza obstaja in v takem času marsikdo naredi potezo, ki ni dobro premišljena, vključno, če zdaj omenim to nesrečno tiskovno konferenco, ki ni imela prav nobenega nesmisla, niti ni po moji oceni dosegla nekega rezultata. Gospod Možina, vi ste bil direktor televizije Slovenija. Zakaj niste vi zahtevali svoje oddaje? Ne vem, intervju z Jožetom Možino, recimo. Jaz mislim, da ni nobene potrebe za to. Jaz nisem seveda tako kritičen do tega, da se oddaja, kljub temu, da nobena moja oddaja ni imenovana, pomeni, da se imenuje po voditelju, če to res prinaša nek presežek, če to koristi, ne? Če to tako profilira na ta način, da se pridobijo gledalci. No? Zdaj, v teh primerih, kot vem, temu ni najbolj tako. Ne? Ja. Zdaj predlagam, da pogledamo, kako je izgledalo v času kampanje oziroma v času, ko so se soočala mnenja pred referendumom o zakonu oziroma o noveli zakona o javni radioteleviziji Slovenija, preden je bila potem na referendumu potrjena novembra 2022. Nekaj soočenj je takrat na to temo bilo na javni RTV Slovenija. Poglejmo. In jaz tukaj opozarjam javnost, naj ne bo naivna. In če bo ta zakon uveljavljen, se lahko vidimo čez 1 leto tukaj, če bomo nekateri še smeli biti in se bo videlo, kako se bo hiša še dodatno spolitizirala. Pa tudi politizacija ni edini problem. Tisto, kar je glavno, je, ali bo ta hiša zagotovila pluralni program za vse nazorske skupine, za božjo voljo. To je bistvena stvar. Ne pa, da sedaj se prostor zapira. V našem mandatu smo mi delali vse, v informativnem programu vse teme, vse probleme, afero Patria, afero Ultra in vse. Sedaj pa imamo situacijo, ko pač naši novinarji, ne vem zakaj, določenih tem gospoda Goloba se ne vpraša, ne razišče se, kakšno plačo ima in kakšne nagrade ima, ne razišče se, kaj se je dogajalo takrat v Bukarešti. Oprostite, sveda je bil v oddaji in je kazal nek plačilni list in nihče se ni spraševal o tem. Se ni treba tukaj ščititi od gospoda Goloba, gospoda Sandra, se jih ima veliko, ki ga ščitijo in mu pomagajo. Pa nič narobe. Govorim samo to, da ni enakih standardov. In se sprašujem, kolegica Milinković, kaj vam pravzaprav manjka? Člani vašega aktiva obvladujejo večino programskega časa, 90% in več. To govorimo o pluralnosti mnenj. Teh pa več ni, ker so določeni gosti in določene teme prepovedane. Kar mi s tem zakonom naslavljeno ni celostno. Jaz sem rekla, da je celostno naslavlja umik politike iz RTV-ja. Seveda so pa še druga vprašanja, ki jih je pa prav tako potrebno celostno nasloviti. Ja, famozna depolitizacija RTV Slovenija in posledično čiščenje janšistov. V kakšno smer je peljala televizijo v teh zadnjih 3 letih, zdaj, ko gledamo nazaj? Ja, gledajte, kot ste videli, smo nekateri že vnaprej zelo konkretno napovedali, kaj se bo zgodilo in to se je tudi zgodilo, tako da zgodovinarji nismo na odmet, ker imamo določeno zgodovinsko znanje, nam včasih pri teh presojah pomaga. Ja, kaj se je zgodilo? Dejansko po prevzemu oblasti so počistili, če lahko tako rečem, kot je tudi
premijer Golob jasno povedal v Odmevih pri Tanji Starič, ona je samo otresala z glavo, tista situacija je res neverjetna, ne, da saj smo vam obljubili, ne, da, in vi to natančno veste, da bomo očistili janšistov, da so z vseh programov, pravzaprav javne televizije, sploh z informativnega programa, počistili, če uporabljam njihove izraze, ki so grozljivi iz revolucionarne dobe, drugače misleče, oziroma niti ne drugače misleče, tiste, ki so delali neke oddaje, ki so nastale v času prejšnje garniture. Jaz kot poznam, to niso bili ljudje, ki bi bili kakšnega prepričanja posebnega, to so bili normalni sodelavci, ki so delali na nek pluralen način. Ne. Zdaj, kar se tiče Panorame, je kolega že tukaj omenil, posebno neproblematično, vrsto zanimivih mladih ljudi z veliko perspektivo, ki bi jih RTV morala privabljati, ne, in jih vključiti v svoje delo, ne pa da jih je na tak način še protizakonito odstavljala. Ali pa se spomnim tudi seveda te zelo pomembne pluralne oddaje kolege Igorja Pirkoviča, Arene, ki se je dobro, so bile težave na začetku, ampak se je kasneje zelo profilirala. In Igor Pirkovič, za razliko od Marcela Štefančiča, ne, on je imel pluralno zasedbo, so bili eni, drugi in tretji, odpirale so se aktualne teme. Tako da, in vsi so tudi prihajali takrat. Seveda, se spomnim, da je prišla tudi Urška Klakočar Zupančič in tako naprej. Pristop je bil povsem drugačen, ne, in kljub temu so plačali tako visoko ceno, da so bili počiščeni. Ne. Kam je to pripeljalo? V izgubo kredibilnosti, v kulturni boj, v razredni boj, če tako hočete, in uničevanje javnega medija, ki je pa last vseh. Meni tudi kot bivšemu direktorju in tudi ustvarjalcu, veliko je televizija dala meni, tudi jaz sem nekaj dal nazaj gledalcem, mi ni vseeno, ne? Ker tukaj se res zgublja kredibilnost. Javna televizija, ko pade pod določen odstotek gledanosti, izgublja svoj namen. In potem ni čudno, da se dogajajo stvari, kot se bodo očitno sedaj, da se opozicija že izogne soočenju, ker jim ni več pomembno. Če bi jim bilo zelo pomembno, če bi imela javna televizija ugled, kot bi ga morala imeti, potem bi zelo, zelo dobro premislili, ali si lahko privoščijo tako potezo. Gospod Zalaznik, depolitizacija. Gre za transpolitizacijo ali repolitizacijo. To sem jaz povedal že leta 22 in na tem ustrajam in točno to se je pokazalo. Jaz bom kar uporabljal izraz tak, ki si ga ti malce, kako bi temu rekel, zadržano izrekel, šlo je za čistko. Na vseh nivojih, se pravi vse povsod, ne, ta Panorama je bila ena od prvih, tudi je bila malce bolj odmevna zaradi tega, ker je šlo za kompletno uredništvo, ne, in za način, na katerega so to naredili. Ne. Torej, pred novim letom Ksenija Horvat javno napove, da ne, mi rabimo cel kup ustvarjalcev, mi ne bomo nikogar odpuščali. Tik pred novim letom Rok Smole podpiše dekret, da ostanejo na cesti oziroma da se jih napoti na čakanje na dolgo. Da se jih napoti na čakanje in tako dalje in tako dalje. Saga je dolga, vsi so bili nezakonito odpuščeni, ampak to niso edini. Ne. Potem so se po vseh nivojih so se nadomeščali eni in drugi. Ne. Za nas nam je tudi zdaj eden od ključnih primerov ene naše članice, ki je edina v zavodu RTV Slovenija in ena redkih v javnem sektorju, ki ima državni revizorski naziv certifikate pridobljene DNR in PDNR. Govori o gospe Mojci Jermančuček, ne, ki je odkrila v enem letu čez 200 kršitev. Ne. Kaj je bil epilog, o tem je tudi pisal novinar Gljuks kasneje, ki se je zanimal za ta primer, ki je seveda na sodišču in kriminalistična preiskava poteka in tako naprej. Namreč, kaj se je zgodilo? Namesto, da bi uprava reagirala v smislu, imamo primere, kjer se krši zakonodaja oziroma obstajajo utemeljeni sumi nekih kršitev, nezakonitosti in tako dalje, namesto da bi reagirali proaktivno, super, da imamo notranje kontrolne mehanizme, je odpustila oziroma je razrešila to zaupnico, ki je tudi vodja službe za skladnost poslovanja. Ne? Skratka, tukaj se zadeva ni končala, RTV še odlje, drugi kontrolni mehanizem, notranjo revizijo, je z javnim razpisom prenesel na, se pravi, ven. Zunanjega izvajalca. Tako. In to ni edini primer odlivanja javnih sredstev. Ne. Jaz sem tudi javno objavil, koliko javnih sredstev je bilo
plasiranih, se pravi, na zunanji trg iz naslova pravnih storitev in tako dalje, tam je sindikat še najbolj občutljiv, ne? Ker RTV, torej milijon in več sredstev, javnih sredstev izloči iz RTV-ja, da bi neke odvetniške družbe potem tožile lastne ljudi, torej ljudi v lastni hiši in tako dalje. Tretji primer odlivanja javnih sredstev, ta bo najbrž tudi zdaj v kratkem ugledal ali pa doživel nek epilog, je zadeva, ki je bila predmet revizije Ja pa jade šov, ne? Kjer so se sredstva odlivala nekontrolirano ven, ne obstajajo sumi korupcije, obstajajo sumi ravnanj, ki niso skladni zakonom o integriteti in tako dalje, ne? In če bo se nekdo resno tega lotil in se pravi, informacije ne bojo skrivale pred javnostjo, ne? Kot vodja službe bo nekdo verjetno mora tudi nositi odgovornost, ne? Kot sem pa že prej omenil, v RTV-ju, in to se zdaj ponovno in še z večjo mero kaže, obstaja popolna odsotnost prevzemanja odgovornosti. Ne? No, kot vodja službe za skladnost poslovanja pravi, da je prejemala gospa Jerman Čuček po več kot 20 prijav na leto, ne? Kjer so se zaposleni, ne, se pravi, so prijavljali pereče sistemske neskladnosti, goljufije, sume korupcije, kot tudi slaba ravnanja uprave, ne, in sama pravi, dovolila nam je, da te citate ne uporabimo, gospa je trenutno, mislim, da na bolniški že več kot leto dni, ne, da se je potem na njo vršil izjemen pritisk vodstva RTV Slovenija, češ naj v bistvu razkrije prijavitelje. Kar sploh ne sme. Tudi do tega je prišlo po informacijah, s katerimi razpolagamo. Na njo se je vršil izjemen pritisk, ne, če rečem zelo po domače. Ne, so iskali hrte. Ja, no, uničili so jo. Ne? Torej, ona je res pristala na bolniški in imela silne težave, ne? Zadeva se še vedno vleče po sodiščih, poteka kriminalistična preiskava in tako dalje, ne? Najbrž bo nek epilog končan, ampak glede na to, da je naša članica in da razpolagamo res s precejšno mero informacij in da sem bil tudi prisoten na vseh narokih na sodišču, ne? Tam je zadeva tako problematična, ne? Da je to težko opisati, ne? Mislim, tudi ni logična, ne? Če RTV in zdaj ponovno ima v svojem temu, kako se reče, PPN-ju, ne? In tudi v letnem poročilu, ne? Zapisane neke, jaz jih bom kar imenoval to, kar so floskule, mi pa rabimo in moramo imeti notranje kontrolne mehanizme, zato da bi zavod dobro posloval, ker to so dobre prakse v svetu in tako dalje. Na koncu pa vidimo, da je prišlo točno do demontaže teh kontrolnih mehanizmov, ker če to se pravi demontiraš, ne pride, torej ne ugleda luč sveta informacija, da je nekaj narobe. Ne? In s tem imamo silne probleme. Bom samo še njen citat prebral. Ne? Ni bilo v interesu uprave in sveta, da bi prišli do dna zlorabam v poslovanju zavoda. Zamenjali so me s pomočjo zaposlenih v organih upravljanja, ki so komentirali, da sta vsak mesec 2 poročili o nepravilnostih čisto preveč. Res v zavodu torej ni v interesu nikogar, ki ima koristi od nereda. Res si želijo zaposleni, ki ječijo pod težo krivic, kraj zlorab, ki jih izvajajo, tisti okrog korita vodstva. To se sliši grozljivo, gospod Možina. A veste, da res, moram reči, da te stvari ne poznam prav podrobno. Res kolegico Jerman ne srečujem več na hodnikih, bila je ena zgledna oseba, taka pripadna hiši. Zdaj tukaj, ko govorimo o teh črnih plateh, zlasti v informativnem programu, pa tudi glede poslovanja, kar Tom bolje pozna, ne smemo pozabiti, da je na RTV zaposlenih na stotine pridnih delovnih ljudi, ne? Res tudi v teh fazah, ko delamo oddaje, vidiš, kako so ljudje zavzeti, kako so predani temu poklicu in daleč od tega, da je na RTV vse narobe, da so vsi slabi. Končno tudi velik del programov, zlasti izobraževalnih, tudi kulturno-umetniških, je na mestu, je pomembnih, je nekako v humusu te naše nacije, ki nas poskuša ohranjati. Je pa res, da je seveda fokus sedaj na teh zlorabah v informativnem programu, vse, kar se mene tiče, po moji izkušnji, to so, po tem nepluralnem pristopu, po tem služenju pravzaprav vladajoči politiki. In to je tisto, kar meče slabo luč. In mislim, da tudi znotraj hiše se bo treba na ta način pogovarjati. Ne nam delati škode, ne uničevati pravzaprav tega, kar se je v 60-ih, 70-ih letih vzpostavilo. Pravzaprav Radio Slovenija, Radio Ljubljana je nastal že leta 1928.
To je tako krhk mehanizem, ker če ga prepustiš politični zlorabi, izgubi kredibilnost in gre na pot propada. Jaz upam zdaj, da nismo že prešli kritične točke. Ja. In zdi se mi, da se še nekaj dogaja. Ne vem, ali je to posledica zadnjih 3-4 let, tistih famoznih izjav Marcela Štefančiča, jebeno več, vas je samo par. Ampak zdi se, da niti te kolegijalnosti med novinarji pravzaprav ni več, da ne obstaja. Včasih, ko so bili novinarji, pa tudi če so imeli različne svetovnonazorske poglede, ko je prišel nek napad zunaj strani politike, so novinarji stopili skupaj, zaščitili drugega, se je o tem poročalo. Zdaj, vam se je zgodilo kar nekaj bizarnih situacij na RTV Slovenija, kot dolgoletnemu zaposlenemu tam. V resnici odnos Radio-televizije Slovenija do primera Markovič, Svetlane Makarovič, ki je januarja 2022 takrat citirala sovražno pesem proti vam, pa so to potem na borčevski proslavi uporabili, 16-letnik je to recitiral, na proslavi organizacije, ki jo je vodila pravosodna ministrica pravzaprav, gospa Andreja Katič. Se RTV do tega sploh ni kritično opredelil, niso vas zaščitili. Ne, niso. Kje so tisti časi, res, smo bili mladi, recimo za ta prejšnji primer cenzure, sem prej pozabil omeniti filma Za molčanje moč preživeti. Takrat je bil predsednik aktiva novinarjev Slovenije, kolega Rajko Gerič, samo on se je iskreno zavzel, to so bile močne izjave, to se je postavilo afront, in seveda se je tudi novinarska srenja poenotila, kar se tega tiče, v obrambo. To so bili tudi časi, če malo omenim, urednikov, starih, partijskih ljudi, da se razumemo, ne bom jih zdaj imenoval, ali pa tudi, veste, ko so seveda imeli drugačno prepričanje, ideološko, in so tudi včasih te ovirali in delali težave, ampak so imeli neko konstitucijo, neko integriteto kljub vsemu in smo se med sabo spoštovali, sedaj je to vse skupaj razpadlo. Že ko sem doživljal te grožnje, da me bo nekdo povozil, da me bo nekdo ustrelil, in se je to prijavljalo na tožilstvo, vem, da me je poklicala kasnejša odgovorna rednica Manica Ambrožič, Janežič, že zdaj bomo pa te zaščitili pa to. Nekje, ko je ona dala očitno pobudo na aktiv novinarjev, se ni zgodilo nič, res so ti dvojni vatli popolni. Ko je pa nekdo povozil potem kamero, naši novinarki Mojci Domančič v Novi Gorici, so se pa vsi oglasili in celo vodstvo je dajalo izjave in tako naprej. Res ta dvoličnost je neverjetna. A ti ljudje se ne zavedajo, da se bo mogoče obrnilo in bodo prišli časi, ko bodo sami deležni takega dogajanja. To se pravzaprav, če nisi dosleden do vseh teh pojavov, že zgodi. In ko ste rekli za Svetlano Makarovič, vodstvo je takrat sicer še pod prejšnjim vodstvom je pristopilo, ker jaz nisem bil napaden zaradi, svojega obnašanja ali pa barve oči, ampak konkretno zaradi oddaj. Zaradi utripa. Pričevalci in utripa. Oboje je tudi omenjeno v tem, tle ne gre za pesem, gre za sramotilno besedilo, kot so ugotovili doktori literarnih ved. In čim je prišlo novo vodstvo, so mi obvestili, da oni me ne bodo več tukaj podpirali, v smislu pravne pomoči. Bil sem potem pod Nataljo Gorščak še enkrat klican pred celo upravo, kako mi je to razložila. Nenavadno, očitno pod nekim pritiskom, ko sem rekel, veš kaj, daj ti to pisno, se bom jaz začel potem braniti, ker to ne more tako biti. Pisno sicer nič ni prišlo. Pač pa je bila Svetlana Makarovič povabljena v oddajo Marcel, kjer ni bila vprašana na to temo, spravi še promovirana. A ste bili vi povabljeni v oddajo Marcel? Ne, enkrat sem ga srečal, vsebi dva se tako sicer pozdraveva, zdaj ga nisem še dolgo videl. Pa se rekel, če si upaš, me pa povabi v oddajo, se je lahko še kdo drugi zraven. Ne, to se ni zgodilo. Tak nivo pluralnosti premorejo. To je bistvena, z tega vidika, to je ena greznica, enoumja, da si ne moreš prvošiti tega možina, ki je vendarle najhujši. No in v tej zadnji situaciji, ko je pa šlo za ponovitev tega sramotilnega besedila na dogodku, v katerega pa je vpletena politika, kot ste rekli, pravosodna ministrica je bila tukaj zraven, ministrica za kulturo, ki je tudi velika častilka Svetlane Makarovič. Se je bil hec sedaj na Prešernovi proslavi, smo se videli, vsi trije, je bilo prav hecno. So bili tiho in pazite, RTV Slovenija o tem, kar so poročali praktično vsi drugi mediji, o tem, da se je ta sramotilno besedilo ponovilo, da je vpletena politika. Pazite, celo distancirali so se od tega. Predsednik organizacijskega odbora te prireditve na Graški gori, dr. Žerdin, je odstopil.
član Zveze borcev. In se opravičil, ne? In se opravičil, to zelo lepim pismom. Zveza borcev se je od tega distancirala, tudi se opravičila, ne, zelo lepim pismom, pa nismo v nekih dobrih odnosih. RTV pa tiho. RTV pa tiho. RTV pa tiho, sram jih bodi in tudi zato govorim tukaj in zato tukaj nastopam, ker so res tako dvolični in pokvarjeni. Ne? Jaz sem recimo pisal tudi Drnovšku, Gregorju Drnovšku, našemu kolegu, mi ni odgovoril. Na hodniku nekako bežal pred mano, ja, sej ti bomo odgovorili, nič ni bilo. Gregor Drnovšek je prišel na RTV Slovenija v vašem času. Ja, Ko ste bil vi direktor. Po priporočilu iz tednika Demokracija, ja, je prišel, ko smo pač iskali, da malo razširimo pluralni nabor novinarjev. Končalo se je pa pač tako, da deluje, ne vem, enoumno. Zdaj se srečujete s Svetlano Makarovič, sta se srečevala na sodišču, kaj Ja. pokrivanje sojenja? Ne vem, kako bodo to sojenje pokrili. Do zdaj je bilo vse tako enostransko, je bilo pa zabavno, no, na zadnji Prešernovi proslavi, ne vem, kako so me posadili ravno tako bolj od spredaj na stransko. Tako da je bila, ob meni je bila Majda Širca, mislim tako, ne, potem malo, mogoče meter pa pol stran, 2 metra Svetlana Makarovič in ko je prišla ministrica za kulturo, ki je velika častilka Svetlane Makarovič, je vse to pozdravljala in potem, ko se je pred mano ustavila, je bila neka male nezadrege, no? Vse je bilo po svoje prav komično. Problem je, kako se identificirati z osebo, ki je v zadnjih 20 letih ugravljam samo grobo žalila drugače misleče in nič drugega. Ne? Niti sindikati niso zaščitili gospoda Možino, ne? Čeprav ponavadi to naredijo, tudi če ni njihov član. Vsaj v prejšnjih primerih. A govorimo o novinarskih sindikatih. Ja. Seveda, novinarske asociacije so bile tiho, ne, in so bile tiho tudi v nekih drugih primerih, ki sem jih prej omenil, se pravi Panorama in tako dalje. Ne. Treba je povedati, da te asociacije so pravzaprav sestavljene tako podaljšana roka, ampak pravzaprav so to eni in isti. Ne. Društvo novinarjev Slovenije, Sindikat novinarjev Slovenije, Koordinacija novinarskih sindikatov Slovenije in tako naprej bi lahko še sešteval. To so vse združbe enih in istih ljudi, ne. In ko se podpišejo, ko napišejo, da tam nekih 5 asociacij nekaj zastopa, tam zadaj na koncu stoji, ne vem, 10-15 ljudi, ki so v to vključeni, ne. Se pravi, z leti so ščistili to svoje, bi rekel, ali članstvo, oziroma tiste, ki so glavni v teh organih ali kakorkoli. In na koncu so to isti ljudje, ki enako razmišljajo in enako, se pravi, tudi reagirajo. Ne? In seveda so bili vsi tiho. Ne? Ob vseh primerih, ki so se zgodili, ob vseh primerih, ne nazadnje tudi vašem, pa Valentine Plaskan, pa celi kupici plejadi, a ne, ki so se, torej, kar se je vmes zgodilo, ne? In so bili tiho in se mediji mainstream mediji niso s tem ukvarjali, ne, pozornost smo bili, ali pa so bili pozornosti deležni morda samo, ne vem, Domovina, Demokracija, morda Nova, potem nekaj teh spletnih, a ne, Peter Jančič in tako naprej, Luka Peršin, preko te, ki to spremljajo, ampak te so porinjeni v stran, računajoč, ne, da trenutna oblast obvladuje medije, da obstaja ogromna apatija med ljudmi, ne? Da tudi, če kje tam pride zunaj ven, če ni bilo to na Dnevniku ali pa na Popu ali pa ne vem v časopisu Delo ali pa ne vem, pač v teh glavnih medijih, ne? Potem niti ni tako pomembno oziroma ne bo doseglo nekega velikega odziva v javnosti, kar v resnici drži. Ne? In to je, to me lahko kolega zdaj dopolni, ker je zgodovinar, jaz vendar nisem zgodovinar, to je doktrina Goebbelsova. Ne? Ko plasiraš informacijo, ki se prime, ne? Vsaka mala informacija, ki temu nasprotuje, ne doseže svojega namena. Gospod Možina, a držijo te famozne zgodbe, da novinarji, ki niso povšeči vodstvu, končajo nekje v kleti, čakajo na tako rečeno boljše čase. Recimo, jaz sam, ne, ko mi niso več dali nekega konkretnega dela za delati, se mi pač ni ljubilo na solidni plači, sicer sedeti v pisarni, pa sem raje odšel, ampak kje so zdaj vsi ti novinarji, kje je vaš kolega Pirkovič? Ne, zelo malo vidimo ljudi, ki so pravzaprav dolgo ustvarjali javni servis, ne, in bili prepoznavni. Jaz sem kolega Pirkoviča, ko sem imel to možnost in ko smo rabili za vodenje oddaje intervju, ga predlagal, seveda ni bil sprejet. Tudi kolega Gerič, ki je bil še zaposlen na televiziji, tudi on ni bil sprejet, ne. Pač tu so eni drugi kriteriji.
Tako da Igor se je žal pravzaprav zaradi gledalcev umaknil v razvedrilni program, kjer je redaktor, sicer ima delo, ampak ne tako, mislim, da seveda ni v polnosti izkoriščen. Se tudi noben od nas ni v polnosti izkoriščen, nekateri se sprašujejo, kako pa da si ti ostal, ne. Pa tudi, lejte, mi smo v tako nenormalni situaciji, jaz veliko nastopam, imam pač razne prireditve oziroma predstavitve in predavanja in mi ljudje sprašujejo, gospod Možina, kako vas pa še niso zamenjali, ne. Pa sem rekel, čakajte, kako pa, z kakšne pozicije pa zastopate, se jim ne zamerim, ne. Kje pa živimo, zakaj pa, ne? Res, da jaz imam to prednost, ne, da sem oddaje intervju in pričevalci delal že prej, ne, in da se pač potem tudi v času te tako imenovane Urbanijeve diktature ni nič zame spremenilo in sem pristal na isti poziciji, vendar niti približno, da bi bil izkoriščen v tistih potencialih, ki jih pač imam. Jaz sem odličen avtor dokumentarnih filmov, nagrajenih. Več ne smete delati. Utrip, absolutno, moji utripi so tako najbolj gledani, ne? Ne malo, po 10-krat, 20-krat bolj gledani kot od določenih kolegov. Jaz se prav nasmejem, kakšnega ujamem, kako borno je to narejeno. A pa vas kaj boli, ko neka punca, ki je tam 3-4 leta, dobi to priložnost, vi pa ne? Vse so kakšni kar zanimivi, se kar znajdejo večinoma, ali pa recimo nekateri pa ne, ampak to bi bila dopolnitev, boli. Pozvoje me bolj jezi, ne. Ker bi bila dopolnitev, gledalci bi izvedeli več, tisti moji utripi so bili narejeni dobro, ne, sej pač nekaj smo se v tem času naučili, ampak ne, vodstvo me ne izkoristi in me v bistvu po svoje zatira, ne, tudi premik oddaje intervju je isto, ali pa pričevalci, ki so najcenejša oddaja v zgodovini javne televizije, ki ima svoje gledalce, ne, tudi tukaj dvakrat so prepolovili, od 40 na 20 in zdaj od 20 na 12. Pa ni praktično nobenih dodatnih stroškov za to, da bi bilo oddaj več, ne? A se vam zdi fascinantno, da ste eden redkih, ki razmišlja nekoliko drugače od trenutne garniture, ki vlada, pa ste še vedno v neki meri prisotni na ekranu, da še vedno prihajajo pozivi, naj se vas odstrani? Seveda, kljub temu, da nisem več v prime timeu, ne. Ne, žalostno je to, da si ustvaril na tem mediju, ne, pravzaprav za javni denar, in ta medij te potem ne izkoristi samo zato, ker mogoče drugače misliš kot ta mainstream. In se ti ljudje v tej svoji, ne vem, intelektualni bedi ne zavedajo, da moramo skozi širiti prostor. Mi, ko smo imeli to možnost, ko smo imeli oblast, ne, smo širili prostor, ne ožali, ne. Lejte, potem je pa tako hecno, da ta svoj potencial nekako namenjaš drugim medijem, tudi tukaj, končno Domovini in pa, ne vem, nastopam na raznih podcastih, kjer dosežem ogromno gledalcev, tudi prek 100 000. Ni škoda, da bi ta potencial, ki se je ustvaril na javni televiziji, tudi tam v večji meri izkoristil, ne, končno tudi, zakaj pa ne bi enega od volilnih soočenjev vodil v kombinaciji s kom tudi jaz sam, tako kot je včasih tudi kolega Pirkovič in tako naprej. So vam kdaj ponudili to možnost? Ne. Niste bili nikoli, recimo, v kombinaciji, da bi vas vzeli kot novega voditelja Odmevov, zdaj, ko se je umaknil Igor Bergant? To je pa ena hecna zgodba iz časa, ko je odšel davna leta, ko je odšel Uroš Slak kot voditelj Odmevov. Takrat je, vem, on sam mene predlagal, da bi ga nadomestil tudi urednica Odmevov, takrat gospa Lavrič, pa še drugi tudi, ne. Pa je prišlo do tega zgodovinske situacije v menzi RTV Slovenije, ker ste bili prisotni še dve novinarki. In je tudi ena od teh novinark rekla, ja, pa zakaj pa ne bi bil Jože, ne? Takratni odgovorni urednici Tanji Starič, in je Tanja Starič rekla, tako so meni povedali in tako sem večkrat tudi izjavil, ne, tega LDS ne bo nikoli dopustil. A je to razlog, da je Tanja Starič danes voditeljica Odmevov? To pa res mogoče. Ampak tako je bilo. Ja, niso ga odpustili. Jaz imam zanimiv odgovor, ne, zakaj ga niso odpustili. Zelo preprost odgovor je, malce prevelik zalogaj je. Ne? Če bi bil malce manjši zalogaj, bi seveda bil deležen enake usode kot Panorama, se pravi Valentin Areh in tako dalje. Že zdavnaj. Ne? Jaz se spomnim, saj so že v času, se pravi, morda še celo pred 2000 če se ne motim, so bili že pozivi Zveze borcev in nekih organizacij, se na koncu smo ugotovili, da gre za ene in iste pisce, ki so zelo žaljivo in grdo pisali na svet RTV-ja, kaj za vraga, ne, objavljamo neke neumnosti,
pričevalci. V samem začetku, kdaj si začel? 2005, 2006? Sicer 2014, ampak prej so bili dokumentarni filmi, verjetno. No, se pravi, so bili odzivi in so bili konstantni, ves čas. Ne? Vsake toliko je prišlo na svet ali pa varuhu, se pravi, to priporočilo. V predprejšnjem, mislim, da sklicu se spomnim, ker je bila neka prav zanimiv dogodek se je zgodil, ne? Ko je zelo, kako bi to rekel, nevtralno ali celo morda tebi malo prid nastopil, se pravi, Lado Ambrožič. To sem bil jaz takrat zelo presenečen. Ne? Torej, ni bil a priori, za to, da se to ukine, takrat se je tehtal spomini pričevalci in te pritiski so bili vedno prisotni. Ne, da rečem, Lado Ambrožič, to je bila ta herojska doba informativnega programa v 90-ih letih. Vemo, kako je usmerjen in tako, ampak je bil profesionalen. Nam je takrat kot mladim novinarjem to puščal in nas spodbujal, da smo bili zelo, skoraj bi rekel, krvoločni do oblasti, ne glede na to, katera je bila. In zato takrat je RTV tudi napredovala, pozneje pa to zastalo. No in zdaj smo se znašli v situaciji, ko RTV še naprej izgublja gledalke in gledalce. Do točke smo prišli, ko sta dve opozicijski stranki ocenili, da lahko mirno ignorirata oziroma da ne preneseta cenzuro, pa mirno lahko odstopita od sodelovanja na soočenjih, pa se jim to prav bistveno ne bo poznalo. Ne? Ampak v situaciji, v kateri se je zdaj znašla Radiotelevizija Slovenija, tudi če pride do recimo menjave oblasti, ne, že čez mesec dni so parlamentarne volitve 22. marca, ne, marsikdo, ko ga slišim v javnosti govoriti, ne, potem se bo pa tudi situacija na RTV Slovenija spremenila, ampak ne. Zadeve so postavljene tako, da se verjetno še dolgo nič ne bo spremenilo. Ali pač? Torej, RTV, to z vso odgovornostjo trdim, je vedno ogledalo družbe. Ne? To sem se naučil v teh 40 letih. Ne? In do sprememb bo seveda prišlo prej ali slej. Zdaj pa samo vprašanje, kako in na kakšen način in kdaj. Ne? Torej, RTV ne le, da zgublja gledalce oziroma da zgublja kredibilnost in tako dalje, RTV tudi posluje slabo. Ne? RTV je bil zdaj v zadnjem času, torej, pustimo, da je politika oziroma da so oblasti vedno držale z denarjem na kratko RTV in da RTV ni bil pravilno financiran oziroma da je bil ves čas vsa leta podfinanciran. To, kar se je pa zdaj zgodilo, gre pa za precejšnja sredstva, recimo letos bo RTV deležen, poleg dviga RTV prispevka, ki mislim, da nanese okrog 10 milijonov, še dodatnih 12 milijonov. Lani je bila zgodba podobna, približno 10, 12 in 12 milijonov, ne? In zdaj lansko leto je RTV zaključil prvič, a ne, tako trdijo, pozitivno oziroma s presežkom prihodkov, ne? Pri tem, da ni zaposloval, da ni, se pravi, da ljudje, ki so odhajali v pokoj ali drugam, ni nadomeščal, ne, mimo ogromen zdaj osip kadra, ne, ki se ne nadomešča, iz tega naslova RTV precej, a ne da rečem, privrčeval, ne, in na koncu prikazal rezultat 3 milijone plus presežka, seveda ob vsem tem denarju, ki ga je oblast namenila, jaz vem, zakaj ga je namenila, ne, s točno znanim namenom, ne, 3 milijone presežka, od katerega bo plačal še približno 80 do 85 tisoč evrov davka. Ne? Pri tem, da niso bile investicije sprovedene, da se je, tako sem rekel, varčevalo pri zaposlenih in tako dalje. Ne? Sej z vidika javnih sredstev to nič narobe. Ne? 85 tisoč evrov javnih sredstev gre torej nazaj, ne rekel javna sredstva, ampak z vidika poslovanja, z vidika nekega razumnega, racionalnega poslovanja, pa to seveda skregano s pametjo. In kaj sledi? RTV bo zdaj v tem letu, ne, še imel dovolj sredstev za način poslovanja, ki ga počne sedaj. Ne. Ampak nekaj drugega se zadaj dogaja. Kot sem omenil, kadrovska struktura ni dobra, ni pravilna. Ne. Ljudje, torej kredibilnost, ki bo padla, bo povzročila in tudi gledanosti konec koncev, bodo povzročila in že povzročajo pravzaprav ne, javna vprašanja, a ne, vprašanje javnosti, zakaj pravzaprav RTV obstaja, če ne izpolnjuje javnega poslanstva.
po volitvah, če se spremeni Oblast. kurs oblasti oziroma politični kurs oblasti, seveda zdajšnja opozicija je že zdavnaj najavila in pravzaprav sem jaz že leta 2022 rekel, se to utegne zgoditi, da bo nemudoma spremenila zakon o RTV-ju. Kar pomeni, da bomo ponovno na isti točki, kot smo bili leta 2022, ali pa v podobni situaciji. In veste, v teh primerih, ko pride do takih, do teh dogodkov, takih razsežnosti, seveda vmes pride tudi do kakšnih kolateralnih žrtev, kar sindikat nikdar ne pozdravlja naprej, pomeni, lahko pa se zgodi tudi črni scenarij. Črni scenarij, ki je znan nam iz Evrope, so znani primeri Francije, Grčije, Slovaške in tako dalje. To bi bil pa večji in bolj resen problem, dokler nimamo tistega feedbacka javnosti, kaj pravzaprav javnost pričakuje, ampak resničnega feedbacka, kaj javnost pravzaprav pričakuje od javne radiotelevizije. V tem trenutku, neke ankete sem gledal, je situacija žalostna oziroma slaba, torej zaskrbljujoča. Javnost reče, saj imamo mi tam pop, imamo cel kup medijev in pravzaprav ali sploh še rabimo javno nacionalno radio. S tem se je populistična stranka Resnica ukvarjala, zdaj pred volitvami, če bi res razpisali referendum o ukinitvi RTV prispevka, ne dvomim, da bi uspel, ne glede na to, da se pač nikomor ne ljubi nekaj plačevati. Seveda, ampak isto bi bilo, če bi, če bi dal na referendum vprašanje, ali naj plačujemo davke ali ne. To so stvari, ki pravzaprav več po spremembi zakona ne morejo iti na referendum. Ne morejo. Potem, kar smo zdaj slišali, sicer, če se zamenja oblast, lahko gre nova vlada v spremembo zakona. Vemo, da to nekaj časa traja, da je lahko potem razpisan referendum. Tudi, če referendum ne uspe, gre lahko zadeva na Ustavno sodišče. Še o prejšnjem zakonu pa ni odločilo, ali je ustavno ali ne. Kaj vi pričakujete od nove oblasti, če pride? Ne vem, prejšnji zakon je bil itak revolucionaren, kot smo takrat tudi napovedali, in naredil je, pravzaprav deplasiral v nekem pomembnem delu televizijo Slovenija, jo je vzpostavil praktično tem političnim zlorabam in znižal kredibilnost. Ne vem, bojim se, da če pride do za pričakovati je, da če pride do spremembe oblasti, da ta oblast ne bo imela ravno neke lahke roke do RTV Slovenija, sploh zato, ker presojajo, kot je slišati, da je vsaj ta del bolj informativnega programa v nekem smislu v spopadu proti opoziciji, sploh proti vodilni stranki opozicije. Tako da ne vem, z tega vidika nič dobrega v navednicah se ne pričakuje. No, v zadnjem času smo videli tudi precejšen spopad z drugo opozicijsko stranko. Tudi. Se končno je ta, če se prav spomnim, druga opozicijska stranka, Nova Slovenija, predlagala, da se ne udeležijo soočenj. Drži, Janša se je temu potem pridružil. Res, to je slabo za našo hišo. Mi bi morali imeti dobre odnose, normalne odnose z vsemi deležniki, tudi političnimi, ne da prestopamo mejo. Tle se pa včasih spovzelo v pravo kampanjo proti recimo opozicijskim strankam. In zdaj se tukaj plačuje visoko ceno. Ne vem, nisem opozicijska stranka, ampak za pričakovati je, da ne bodo imeli prav veliko obzira, sploh ne do informativnega programa. Zdaj, a se bojo sploh s tem ukvarjali? Mogoče se s tem sploh ne bodo ukvarjali. So že dvignili roke od tega. Zna biti. Ampak kaj bi si vi želeli? Jaz bi se želel samo normalizacije. Normalizacije, da so potencijali ljudi, ki v hiši delamo, izkoriščeni maksimalno. In da se sploh v informativnem programu, ki je tako enoumen, ne popolnoma, ampak v veliki meri, da se to pluralizira, da pridejo tudi ljudje vašega kova, tisti, ki so bili tako grobo odgnani, da dobijo priložnost, ker mora informativni program, to se je pokazalo sedaj, ko smo tako spovzeli, mora približno odražati tudi seveda ljudje, ki so tam zaposleni, eno nazorsko sliko Slovenije. Mora biti taki, eni, tretji, četrti, zato da so v večji meri že potencial, da se v večji meri zastopajo tudi interesi vseh skupin nazorskih, končno tudi političnih, če hočete. Temu sedaj ni tako, delajo pa se, kot da je vse v redu. Ja, ni v redu. Za konec bi jaz eno zanimivo misel povedal, oziroma poskusil bi citirati bivšega ministra Simonitija. Ob predlogu spremembe zakona, ki je najbrž tako precej rokohitrsko takrat prišel na mizo ministra za kulturo,
kjer bi se takrat izločil oddajnik in ustvaril nek fond za neodvisne medije, če se ne motim. Skratka, zadeva je bila malo rokohitrska. Smo sindikati zagnali nekaj kravala v smislu, da želimo in zahtevamo prej neko usklajevanje tega besedila zakona z ministrstvom. Namreč to zavezuje ministrstvo sklep oziroma tako dogovor med vlado in sindikati daljnega leta 2005. Če neka materija, če nek akt vpliva na ekonomski in socialni položaj zaposlenih, da je treba to besedilo oziroma to materijo prej uskladiti sindikati. In ko nas je poklical na sestanek, nam je sprva malo očital, da zganjamo cirkus in da nas nekako vidi kot marksiste, pač v njegovem značilnem slogu se ni bil žaljiv, pa vendar potem je izrekel nekaj, kar jaz še danes zelo dobro sem si zapomnil in mi odzvanja stalno v ušesih. Je rekel, poglejte, torej, on tako začne, torej, veste, mi do RTV nimamo nobenih posebnih kakšnih pogledov na način, da bi bili negativni ali kakorkoli. Mi samo želimo in torej hočemo in zahtevamo, da je RTV pluralen in objektiven. Mi ga ne uničujemo. Če pa ni pluralen ali objektiven, potem je pa vseeno, če ga ni. In to je meni zelo ostalo takrat v spominu in še danes se spomnim teh besed. Morda sem kakšno besedo zdaj obrnil, ampak poanto sem izrekel na način, kot je on povedal. In potem po pogovoru, se pravi z ostalimi kolegi, ko sem to rekel, smo kar malce zamislili in rekli, se pravzaprav to je bistvo vsega. Kaj potrebuje javnost? Javnost potrebuje objektiven in pluralen medij. Pika. Bi še kaj dodal? Ja, to je odlično. Ja. Bomo na tej točki torej zaključili. Tom Zalaznik, dr. Jože Možina, hvala za obisk na Domovini. Hvala za vabilo. Hvala. Vam pa, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost. Verjamem, da ste izvedeli marsikaj novega, zanimivega. Glejte Domovino še naprej.